zahvaljujem za udeležbo. Nenazadnje ste četrta veja oblasti in lahko skupaj z tistimi, ki politično odločamo, pripomorete k boljšemu stanju v državi. Dovolite pa, da to tiskovno konferenco začnem nekoliko drugače. Z izpovedjo gospoda, invalidskega upokojenca iz okolice Novega mesta, kjer kot poslanka delujem. Tam je povedal naslednje. Bil sem delavec v tovarni. Kljub temu, da je bilo delo težko, sem ga rad opravljal. Bili smo dober kolektiv. Plača ni bila visoka, a počutil sem se koristnega. Zase, za svojo družino in družbo. Bil sem nekdo. Zgodilo pa se je, da je moje zdravje klonilo pod težo težkega dela. Posledično sem bil zato tudi invalidsko upokojen. Takrat pa se je moja kalvarija šele zares začela. Izgubil sem zdravje, veliko časa sem primoran preživeti v zdravstvenih ustanovah, višina moje pokojnine pa je tako nizka, da me je sram govoriti o njej. Imam občutek, da državi ni mar zame, da me je zapustila, ko sem jo potreboval, čeprav sem v času zaposlitve redno plačeval davke in vse ostale obveznosti. Danes imam občutek, da nisem več nekdo. Vedno bolj se sprašujem, ali sem sploh kdo. To je seveda le ena od zgodb, mnogih zgodb, ki so si med seboj podobne. Verjamem, da tudi vi, predstavniki medijev, poznate takšne in podobne zgodbe. Jaz jih poznam mnogo več iz podatkov, ki mi jih pošiljajo invalidski upokojenci, pa tudi nenazadnje grejo tako daleč, da pošiljajo svoje odrezke invalidskih pokojnin. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je potrebno na tem področju nekaj storiti. Kajti na področju invalidskih pokojnin se pravzaprav v zadnjih letih ni storilo nič. Ni se določil oziroma popravil niti minimalni znesek teh pokojnin. In ravno zato danes predlagamo spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ne gre za obsežno spremembo. Gre pa za spremembo, ki bo bistveno vplivala na položaj tiste kategorije invalidsko upokojenih, ki so najbolj ogroženi. Namreč danes prejema po podatkih, ki jih imamo, te so namreč iz medijev, natančnih podatkov nimamo, okoli 10 tisoč spoštovanih upokojencev, ki prejemajo nižjo invalidsko pokojnino, kot je socialna pomoč, ki znaša sedaj 392,75 evra. Ti ljudje ne morejo s tem živeti. Naj poudarim, da gre to za kategorijo ljudi, ki rabi velikokrat tudi dodatno zdravstveno pomoč in so stroški za njihovo življenje še bistveno večji. In s to spremembo, da se vsaj tem najnižjim kategorijam invalidsko upokojenim zviša ta znesek, vsaj na teh 392,75 evrov, bi pomagalo, da nekako lažje živijo. Ne bom rekla, da je to že dostojno življenje ali pa lepo življenje, ampak jim bo omogočalo vsaj tisto minimalno preživetje. Naj poudarim, da v tem primeru oziroma v tem zakonu rešujemo tudi položaj tistih invalidov, ki so tako imenovani delni invalidi. Se pravi, imajo delne upokojitve, ampak zaradi svojih omejitev velikokrat ne dobijo dela. Nekako se jih delodajalci izogibajo, vejo, da imajo svoje omejitve in te so velikokrat tudi potem primorani ostati na Zavodu za zaposlovanje. Za to kategorijo predlagamo naslednjo rešitev. In sicer, če je nekdo na Zavodu za zaposlovanje in je iskalec zaposlitve in ni sam kriv, da ne dobi zaposlitve, da se tudi tem omogoči ta minimalna pokojnina, ki sem že jo omenila, naj bo vsaj 392 evrov. Verjetno me boste vsi vprašali, od kod denar, ali pa lepo je nekaj obljubljati, denarja pa ni.
Ni res. Poglejte, sedaj bomo sprejemali rebalans proračuna. Ta bo porabo dvignil skoraj za pol milijarde evrov, spoštovani, pol milijarde evrov. Po naših izračunih pa naj bi za to kategorijo, bom rekla, najbolj ogroženega sloja invalidskih upokojencev potrebovali okoli 12 milijonov evrov. V rebalansu proračuna, na primer, bomo dvignili protokolarne storitve, znesek za protokolarne storitve na 13 milijonov evrov, spoštovani. Mi pa potrebujemo za ljudi, da bi preživeli 12 milijonov. Tako da mislim, da je denarja dovolj samovolja. Zato smo v Slovenski demokratski stranki prepričani, da v samem postopku zakona, ko se bo obravnaval, da ne bo dileme o tem, ali to storimo, ali ta zakon sprejmemo, ampak da se bomo udeleženci v Državnem zboru, se pravi poslanske skupine, tako koalicije kot opozicije, ukvarjali predvsem s tem, ali je ta znesek zadosten, ali kako ta znesek še povišamo in da morda naredimo še kaj drugega za ostale kategorije invalidskih upokojencev. Kajti tudi ostali živijo zelo na robu. Dejstvo je, da vsi poznate znesek, kakšen je povprečna pokojnina v državi, ti ljudje pa seveda so največkrat daleč od tega povprečja. In skupaj lahko zagotovo naredimo dobro s tem, da začnemo spreminjati stvari na bolje, vsaj pri tistih najnižjih kategorijah, se pravi najbolj ogroženih. Tako da v Slovenski demokratski stranki upamo, da tokrat ne bo šlo za prestiž, da ne bo šlo za to, kdo je predlagatelj zakona, ampak za iskreno željo, da pomagamo tistim, ki v tej državi so na robu, tistim, ki govorimo o tem, da smo socialna država, pa nanje že leta pozabljamo. Toliko iz moje strani, je kakšno vprašanje? Hvala lepa. Hvala.